V rubriki Glas ljudstva nas je tokrat z odločnim Ariel Fontom prepričal dopis Maje iz Solčave, ki pravi takole. Naša mati Veronika praznuje v decembru 50 let in bi radi pripravili praznovanje. Ker pa se COVID razmere zelo hitro spreminjajo, nas zanima mnenje, če bo to praznovanje sploh izvedljivo. Maja, v našem uredništvu praznujemo redko, pa še to se vzame v očeh, zato smo za nasvet rajš povprašali človeka, ki ve veliko več o prihodnosti, pa tudi to, da je treba uživati že v sedanjosti. Maja odgovarja Jelko K. Maja, pozdravljeni, torej kot uradni koordinator veselega decembra vam lahko zagotovim, da december letos bo. Morda ne bo takoj, morda ne bo v obliki, kot smo ga vajeni, a december bo. Pričakujte ga v naslednjih 14 do 114 dneh, ne vem točno kdaj, a december pride. Pride zanesljivo kot hitri testi in točno kot železniška linija Murska Sobota-Koper. Kar pa se tiče zabave vaše matere, ki z Abrahamom prehaja v naslednjo rizično skupino, ob čemer vsi iz koordinacijskega centra čestitamo, pa ne vidim težave, če bodo vsi udeleženci zabave cepljeni z 8. poživitvenim ali oživitvenim odmerkom in bo med njimi pregrada iz železobetona. Idealno je torej, če lahko vaša mama praznuje sama v garsonjeri, medtem ko ste vi v sosednji garsonjeri, seveda ne vsi skupaj. Še nekaj splošnih obvestil glede decembra. Smeh je prepovedan, ognjemet bomo izvajali na varnostni razdalji 1,5 metra od ljudi. Pleskavice in čevapčiči se iz varnostnih razlogov ne bodo obračali, ker nimamo dovolj osebja za to, a se tudi že pogovarjamo, da pridejo da pomoč študenti iz Avstrije. Za vse ostalo so krivi zdravniki, strokovnjaki, opozicija in ostali. Jaz nikakor ne. Hvala za pozornost in seveda uživajte, če še lahko. Znači, če se vas danes 1000 subscriber, grem na kopalnico. Ok, ajde, lajkaj vsaj, no.